Vsem nam predlagam, da vklopimo malo domišljije in si predstavljate, predvsem vi v vladni koaliciji, da bi vsi ravnali enako, kot ravna vlada. Predstavljati si Slovenijo, v kateri se vsak posameznik sam odloči, ali bo spoštoval neko zakonsko določbo ali ne. Si predstavljate, kaj to pomeni? Recimo, da nihče več ne bi plačeval davkov, ker predsednik vlade, predsedniku republike, poslancem ne želi dajati plače. Recimo, da eden od podjetnikov ni zadovoljen z našim delom, ne želi počakati na volitve, ampak želi z vladnimi funkcionarji, ki bi morali upravljati s to državo, ne pa jih škodovati, podpisati pogodbo. In bi vztrajal, da ne bo plačeval davkov, dokler se ne podpiše pogodbe s predsednikom republike, predsednikom vlade in vladnimi ministri. Samo z eno določbo v tej pogodbi. Da bodo spoštovali ustavni red, da bodo ravnali po svoji vesti in z vsem svojimi močmi delovali za blaginjo Slovenije. 104. člen Ustave Republike Slovenije. Pa recimo, da nihče ne bi spoštoval vaših odlokov, ki sicer na Ustavnem sodišču padajo kot domine. Ali pa recimo, da bi si ljudje, tako kot vlada, prilaščali zgolj pravice, ne pa tudi dolžnosti. In to na vseh področjih. Si predstavljamo, v kakšno državo drvimo in kdo vozi ta vlak. Od ljudi terjate brezpogojno spoštovanje predpisov, uzakonjate omejitve in prepovedi, sprejemate ukrepe, ki nimajo strokovnih podlag, ljudi omejujete, stiskate v kot, prisiljujete v cepljenje, strašite, globite, finančno kaznujete, rubite, se norčujete iz njih, zaplenjujete in še in še in še bi lahko naštevali. Norčujete se iz ljudi. In na koncu slišim, da ste še ponosni na to. Kako smo močni. In potem se ta vlada čudi, da se dogajajo protesti. Čudi se, da je izgubila zaupanje, legitimnost v javnosti. Čudi se, da obstajajo tudi ljudje, ki zanikajo obstoj virusa. Čudi se, da ljudje ne verjamejo v PCT. Pa saj vendar ljudem daje zgled ravno ta vlada že leto in pol. Vlada in vi, vladna koalicija, ste generator vsega slabega, kar se v naši državi dogaja in tudi vseh protestov. Sredinih, petkinih, ponedeljkovih, torkovih, četrtkovih. Ljudje vsak dan protestirajo. Vas pa ni sram, ampak vas res ni sram. Ampak sram je nekoga samo, ko ima vsaj malo vesti. V LMŠ ne bomo obupali nad tem stanjem, še naprej se bomo borili, da se v tej državi začne spoštovati ustavo in zakone, ter da se v konkretnem primeru za javno službo STA zagotovijo sredstva na podlagi Zakona o STA-ju in 66. člena PKP 7. Hvala.